Živijo, dobrodošli na kanalu V naravo, vsi ljubitelji pohodništva in lepot narave. Moje ime je Peter in danes gremo na eno fantastično turo. Meni ena najljubših gora v Sloveniji. Ja, verjetno ste ugotovili že, da je cilj Stol v Karavankah, ampak je tura malo drugačna kot vedno do zdaj. In sicer krožna tura, startal sem pri Valvazorjevem domu, nekje na slabih 1200 višine, da bom pa v bistvu po celim pobočjem Stola prečil do planine pri izviru Završnice oziroma koče pri izviru Završnice, pol pa tam gor proti Vrtači, pa na avstrijsko stran do Celovške koče, gor po Ferati na Triglav, pa na Triglav, na Stol, pa tukaj dol po najkrajši poti nazaj do izhodišča. Tudi ena taka kar precej luštna tura. Malo višji gor se bo tudi tale megla spremenila v sonce in računam, da bo ful lep dan. Je pa kar hudičevo mraz. Na izhodišču so bile -3 stopinje, ampak super je, da nič ne pihne. Ampak v roke pa kar zebe. Takole izgleda Žirovska planina v megli. Jaz sem pa na poti naprej proti Zabreški planini. Tukaj gor, drugače levo, bom potem dol prišel po Žirovski poti. Mi pa tako, kot sem rekel, naprej. A še komu tak užitek? Tale led pokat pa predirati. Mene je prav kul. Tukaj iz Žirovske na Zabreško planino sem šel, mislim, da sam enkrat, pa že to itak v sončnem vremenu. Ampak če se ne motim, po mojem gre markirana pot gor, čeprav so tudi markacije, ampak dvomim, da sem po tej potki hodil. Ampak nima veze. Glede na to, da so markacije, sigurno tole tudi na Zabreško planino pripelje. Tukaj je tudi kar nekaj kolesarskih poti. Tole tukaj še nisem bil. Tako da tukaj hotel sem reči, da je tukaj tudi za kolesarje precej prijazen konc. Tukaj sem pa tudi po mojem, da prvič. Zapustimo cesto, pa gremo proti izviru Završnice. Se pa gor že malo modrina neba kaže. Tukaj od Zabreške planine pa proti izviru Završnice oziroma proti Inčkovi koči, ki je v dolini Završnice, sem enkrat, oziroma sva z Alešem enkrat že hodila, ampak sigurno ne po tej poti, ki jaz zdaj hodim. Tako da takrat vem, niso šla do tej koče, ki sem jo zdaj videl, ampak so kar prečila gor po neki potki, pa se ne spomnim, a je bila markirana ali ne. Ampak vem, da pol sva prišla na markirano pot, tako da verjetno od začetka ni bila. Tudi eno lovsko kočo, mimo ene lovske koče sva šla, pa pol so prišli direkt do Tinčkove koče. Tako da jaz predvidevam, da se bo ta moja pot
pa tista, da so ta združile pred Tinčkovo kočo. Bom dal pa desno gor tudi tisti video, pa si ga poglejte. Ja, medtem sem že na tistem delu poti, ker sva tudi z Alešem že lanskrat hodila. Sem pa sam hotel reči, da tukaj sem skozi nekje med 1200 pa 1000 metri in megla je pa verjetno tam nekje do 1300-1400, tako da sem žal skozi v megli. Bila pot veliko bolj luštna, če bila megla malo nižja, ampak nimaš kaj tam nekje na izviru Završnice, bom pa po mojem ven prilezel iz tele beline. Če ne bi bilo megle, se tlele ena od planin v dolini Završnice zelo lepo videla, saj malo se slovitno. Pa tudi Završnice se zelo lepo sliši, rečica oziroma potok. Tako da do Tinčkove koče nima več daleč. Sem že pri Tinčkovi koči. Tukaj tudi drugače kar priljubljeno izhodišče, za vrtačo, tudi za Roblekov dom, Begunjščico, pol mislim, da je tle srednji vrh, tudi za 100 krožno turo, takrat sva z Alešem od tlele delala krožno turo. Tudi da je kar nekaj izbere, ali pa zelenica, palec, zelenjak, polno je tlele takih izhodišč oziroma ciljev. Kljub temu, da sem niže, kot je bilo na izhodišču, sem ven iz megle, ampak sem pa za grebenom Begunjščice, tako da ni še sončka. Tole pogled proti stolu. Drugače tale pot na Završnico ni nek dogodek hud, je pač taka vlaka oziroma gozdna cesta, precej izrukana za kakšne džipe. Je v redu, tole je Begunjščica. Pot do Tinčkove koče mi je bila pa zelo všeč. Res taka luštna pohodniška pot. To je pa čudovita Smokuška planina. Tamle desno gor je pa koča pri izviru Završnice. Ja, zdaj sta me starša klicala, ki sta tudi zraven in fotor se nekaj ne počuti najboljš. Sta mislila po Zabrežki gor na stol, sta nekje na sončku na približno 1600, tako da sta rekla, da sta tam še malo uživala. Jaz pa zdaj nimam več toliko časa, oziroma nimam toliko časa, da bi ta krog oddelal, ko sem ga mislil. Zdaj pa mogoče se spogledam tle z vrtačo, pa da me pol poberete v Završnici, ali pa z Roblekovim domom, pa da me pol poberete v dolini Drage. Da nekam na sončka bi šel verjetno. Moj cilj. Pogled proti morju megle. V smeri Bleda je tole. Končno sonce. Ta prava pravljica je tlele. Evo, tako, zračnik odprti, žepi odprti, evo, še tega odprem in imamo skoraj kratke hlače.
Evo ga, sedlo suho. Tole pa danes moj neosvojeni cilj Stol, ne. Tukaj gor je srednji vrh, tle pa Vrtača. Tukaj je kar ene par razpoti, tle tamle dol levo se proti zelenici zavije, tle levo je ta zgornja pot na Stol, dol na sedlu suha bi šel lahko levo za ta spodnjo pot na Stol, pa tamle gor bom še eno pot na Stol, ker sem jo pa mislil danes jaz tu ubrati. Kakšen razgled je. Tukaj se pa zelo lepo vzpenja sedla suha. Zdajle, ko vam kažem ta razgled, sem mislil še malo izkoristiti tale predah, pa nadaljevati mojo temo o prehrani iz prejšnjega videa, ki je bil namenjen sam vam na platformi Buy Me a Coffee. Še enkrat hvala vsem. Tisto, ko bi me rad mogoče na redni bazi vsak mesec podpiral, bom tudi za tiste še dodatne vsebine priskrbel ali kako preko pač naredil. Imate možnost tudi, da postanete ali pohodnik, hribovec pa gornik. 3, odvisno koliko se odločite, ali 5 evrov darujete, ali 10 na mesec, ali pa 20. Tako sem si nekako zamislil. Pa če boste, super, če ne pa tudi super. Vse tako, kot mora biti. V glavnem, ja, tema o prehrani. Prejšnjič sem, ko sem šel na Tolsti vrh, sem malo načel to temo, pa dajmo zdaj mogoče malo nadgraditi. Jaz, tako kot sem rekel, večinoma sadje jem in probam zdaj svoje telo spucati. Zato tudi zelo malo pijem. Ne, pač posledično, ker veliko sadje jem, se telo ful dobro hidrira in mi enostavno ni treba piti. Danes imam tudi jabolčen sok s sabo, že stisnen. Pa mogoče tisti, ki imate kaj situacije s telesom, karkoli, ali imate ali teža, ali brez energije, slabo počutje, slab spanec, whatever, ki bolečine, karkoli imate s telesom, če imate, dajte probati en test narediti. Dajte zamenjati zajtrk pa večerjo, zamenjite s sadjem. Se pravi, tisti prvi obrok, ki ga jeste, kadarkoli ga jeste, tudi če ne jeste zajtrka, tega zajtrka, kar je kao, ko ostaneš, malo kasneje, zamenjite ga s sadjem. Pojejte kakorkoli sadje vam paše, naredite si smuti, kakorkoli. To pa za večerjo isto. Zdajle, na primer, jaz ful grozdja pojem za večerjo, zjutraj si vedno smuti naredim, za večerjo pa ponovadi kakšen grozdje, se res grozdje, se usedem, karkoli že delam, ali računalnik ali karkoli, in lepo zdobam grozdje namesto kakšnih drugih neumnosti. In delajte to naredite en mesec, pa povejte, kako vam je bilo, oziroma a je kakšna sprememba, kaj se je spremenilo. Tako da malo zatesno, ker saj veste, če je nekaj, da čutite, da nekaj ni kul, morate nekaj spremeniti. In zdaj, kaj božjega spremeniti, kot to, kar jeste, pa da najbolj naravno hrano, kar je možno, najbolj energetsko hrano, najbolj hidrirano hrano, ki se pravi bazično deluje na telo. In tako da, en tak test, ki po mojem ni prav, ni ful nekih odpovedovanj, vmes lahko še zmeraj kakšen, se pravi, pojejte tisto, kar jeste, izogibajte se pa sigurno siru, mleku, mlečnim izdelkom, predelanim mesnim izdelkom in pač stvarem, ki veste, da so slabe, pa raznim pekovskim izdelkom in take stvari, pa te neumnosti, saj veste, kere so. Tako da, cool. Zdaj sem se pa spočil, pa pičim naprej. Do tukajle sem planiral čisto isto pot, kot jo bom zdaj naredil. Se pravi, tukaj bi zdaj naprej prečil ta melišča in pol tamle v Avstrijo zvil proti Celovški koči,
pa pol nastal gor po Ferrati. No, zdaj se pa plan spremenil. Grem pa sam še semle gor. Enostavno moram posneti. V daljavi se vidi snežnik. Sem pa že nekje na višini, oziroma malo čez 2000 metrov, ker sem tudi že višji kot Begunjščica, vsaj tako se zdi. Tamle prvič ogledamo cepin na vrh Vrtače. Dobrodošli na Vrtači. Tale cepin je pa meni poleg Aljaževega stolpa na Triglavu eden najlepših simbolov takole gor na hribih. Veliko lepši kot pa križi, ki ne vem čemu služijo, ampak okej, pustimo to. Tole dol Škrlatica, tukaj je Kepa, proti Kranjski gori Stol, čist za njim je Triglav, se vidi. Pa imamo Gorenjsko, Ljubljansko, Notranjsko, ne vem kaj še vse, meglo. Ja, tam je tole južni bohinjski greben, pol je Ratitovec naprej, pa zadnji se tudi, po mojem se Porezen vidi, tamle tole po mojem da Blegoš, čist zadnji Snežnik, Begunjščico smo že pokazali, tole je Storžič, pol imamo to visoke Kamniške z Skočnam pa Grintovcem, pa pol naprej Brana in tako, oziroma Skuta. Tukajle zadnji, evo jih, Kavke, tukajle zadnji je drugače greben, greben Košute, pol zadnji, tole se pa Peca se vidi, to je pa Peca. Tukajle pa je Dravska dolina. Tamle pa tudi avstrijski Vršaci v belem snegu. Malo sem razmišljal zdajle na poti gor še, kaj sem povedal, pa kakšen izziv sem vam dal. Zdaj, če ima kakšen te strahove, premalo beljakovina, pa preveč sladkorja, pa sladkor zvečer, pa take, jaz rekel, neumnosti. Tudi mene so to včasih učili in tudi sam sem to verjel, ampak je to, lepo povedano, je to laž. Vse skupaj. V glavnem, komot brez problema sadje zvečer jeste in v bistvu je to idealen obrok za zvečer, ker najbolj hidrira, vse kar sem že povedal, ne bom se ponavljal. Kar se pa beljakovin tiče, jih rabimo pa veliko manj, kakor nam jih ponujajo oziroma kakor nam prodajajo. Je treba vedeti, da vse to je biznis. Mora denar krožiti, in če ste zdravi, denar ne kroži, če ste pa bolni, ste pa zelo dobra stranka nekaterim firmam. Tako da veste. Še ena sprememba plana. Ne grem zdaj dol na Završnico, ampak sem se staršema zmenil, da me na Ljubelju pobereta, tako da grem tlele gor zdaj dol čez, mislim, da je Glava ali kaj že tlele spodaj. V glavnem, po nemarkirani poti grem na Zelenico, pa pol dol proti Ljubelju, spotoma pa še kakšno pametno povem. Tole je pogled v lev del Y-grape, kjer se gor pride. Tamle pa mislim, da ta desen del gor pride pa pol takole nekje. V glavnem, tukaj je najbolj priljubljen zimski pristop. Na Vrtačo seveda. Pogled dol proti izviru Završnice, oziroma Sankuški planini.
Ja, da se pa greben Košute zelo lepo vidi. Pred njim je Košutica, pol je tudi tle, tudi za njo je Raduha se vidi. Kar dobro, ne? Tale pot, po kateri grem dol, sva šla letos z Iztokom, sicer v drugi smeri sva šla tale gor in to je, takrat sem v tistem videu omenil, da je to meni najlepša pot na Vrtačino in še zmeraj tako mislim. No, danes sem pa še prvič v smeri dol naredil. Zdajle prihajam pa na Malo glavo. Je pa tukajle za gor je lažje iti, kot za dol, no. Ker vsaj ta pot do zdajle, ko sem šel, je precej strma in si, če greš gor, si lahko lepo pomagaš z rokam, če greš pa dol, pa niti ne, no. Tole pa še palec, zelenjak, pa palec, tako. Mislim, da sta. Tole je pa greben od Zelenice proti Staremu Ljubelju, no. Tudi ful lepa pot. Bom dal desno gor, sem šel enkrat narediti ta greben. Piše, ko tale dolina tlele vmes je tudi tukaj lepa. Pa tudi tako precej samotna, no. Čeprav zdajle sem videl 4 ljudi, 2 mislim, da na palcu, pa 2 dol pod njem. Zdaj pa zapuščam tole skalovje, pa grem po Melišču dol v dolino, pa naprej proti Zelenici. Po Melišču pa itak tik-tak, da sem v dolini. Pogled nazaj. Tole pa proti Zelenici, vse begunjščici. Sta me starša klicala, sta v Tržiču na bencinski črpalki. Jaz sem pa zdajle še skoraj pri Zelenici, tako da me bosta malo počakala, ne pa prav veliko. Evo ga, pa sem že na markirani poti. Še malo pa bom spet v senci. Vrtača, Stol, srednji vrh, pa še ta zadnji pogled v Završnico pa proti Bledu. Pa sem primarširal do Zelenice. Zdaj, če bi hotel nazaj dol, naprimer, da bi pri Tinčkovi koči štartil, bi jaz sicer od tukajle gor bi prišel, pa zdaj pol bi šel tle pol gor levo nazaj, pa po tej poti, ko sem dol prišel, bi šel gor, pa pol v krožni turi nazaj dol. To vam govorim zdaj idejo za turo, naprimer iz Tinčkove koče, da ne greš na Vrtačev gor pa dol po isti. Ker verjetno tole ture, ki jaz delam, verjetno noben ne bo šel delat z dvema različnima izhodiščema. Če pa luštno. Tlele par koči je pa mraz ke svina je. Prav mrazišče je po mojem tle, ke vse zmrznen. Tamle gor malo prej mi je bilo še vroče, tlele pa ledišče. Tole je drugače Šentlanski plaz, mislim, da se reče, oziroma Šentlanc. Je pozimno, je več ali manj sestop tukaj, oziroma smuča tle dol iz Begunjščice. Ali pa pač, če greš s Cepinom Derezam, je pa se pravi sestop za pešake. Tukajle proti Ljubelju, oziroma od Ljubelja sem le gor proti Zelenici, je pozim, je več ali manj kar skozi senca. Tako, če hočete tukaj kakšno sončno turo iz Ljubelja, ful boljše iti gor na Stari Ljubelj ali pa gor proti
Planina, kaj že, tamle proti Košutici, no. Zdajle se ne spomnim, kaj je že planina, ampak ena ful luštna planina je gor, lahko pogledate. Na kanalu so šla z Alešom na Košutico, no, pa so tudi isto planino obiskala. Nezadržno se približujemo megli. Še ta zadnjič po mojem izven megle, takle razgled, no. Ja, kot ste videli, prihajam na moj cilj, na nekdaj mejni prelaz, no, saj še zdaj mejni prelaz Ljubelj. Tura super, glede na okoliščine, glede na to, da sem spremenil turo, sem se kar, rekel, sam sebe malo pohvalil, sem se dobro znašel. Ful dober sonček, itek, the best. Razgledi so res tale, mislim, te dni so razgledi taki, da prav neverjetno, no. Poleti itek nikoli ne moreš toliko lepih razgledov dobiti. Mogoče po kakšnem deževju, da skočiš v hribe, ampak takole jesen pozimi se pa kar da daleč videti. Dajte tisti, ki boste sprejeli izziv, tole zajtrkom pa zvečerjo, dajte kakšen komentar vršt, ali pa lahko mi tudi napišete zasebno, ali pošljete Facebook, tudi na Buy Me a Coffee, kakorkoli na mail. Tako da vidimo malo, ali se kdo to gre, ali se grem sam jaz. Drugače pa tura, tehnično bi rekel, da je zahtevna, ni prezahtevna. Spust, najtežje, kar je bilo, je spust, ampak tudi ni ful neki zahtevano. Je pa malo treba vedeti, no, kje se gre. Za gor se je ponovadi lažje orientirati, kot za dol. Saj meni se tako zdi, no. Forda še ni tlele, grem na drug parkirišče pogledat. Lepo, da ste ostali z mano do konca, se veselim vseh komentarjev, vseh, ki boste sprejeli izziv. Pa akcija, ne. Hvala še enkrat za donacije, imejte lep dan še naprej, pojdite v naravo, radi se imejte, uživajte, se kmalu vidimo.